ugotovitve, ki smo jih zapisali v vmesno poročilo, ki sicer niso bili sprejeti, nam se pa zdi, da je pomembno, da zanje veste in smo prepričani, da so pač pripravljene korektno. Na zadnji komisiji, kot rečeno, je bilo vmesno poročilo pripravljeno skladno z dogovorom. Po eni nesklepčni seji smo potem uspeli izvesti sejo 17. sejo preiskovalne komisije, kjer sem predstavila poročilo oziroma smo se o njem že pogovarjali, ker so predtem že vsi člani komisije tudi prejeli. Želela sem, da glasujemo oziroma sprejmemo vsaj prvi del poročila, vendar bomo potem tudi dali od 1. do 3. točke, kjer gre pač za osnovne podatke o dogajanju v komisiji, torej zakaj oziroma kdaj je bila imenovana, potem tudi vsa zaslišanja, kako je potekala preiskava in tako naprej. Ker sem pač ocenila, da se okrog ugotovitev ne bomo uspeli sporazumeti, ker pač 3 člani komisije smo na enem stališču, medtem ko so 4 člani komisije, drugi 4 pa na drugem stališču, in če bi seveda sprejeli vsaj ta prvi del poročila, torej od točke 1 do 3, bi potem lahko eni in drugi dali ločeno mnenje oziroma svoje mnenje, kar zadeva ugotovitev. Ker pa je bilo glasovanje o teh prvih 3 točkah poročila 3-3, torej pomeni, da ni nič sprejetega, seveda ne moramo niti ugotovitev na poročilo sprejemati, če pač poročila ni oziroma ni potrjeno. Ker ocenjujem, da so stvari, ki smo jih pripravili, korektne, se mi zdi prav, da vam jih tudi predstavimo. In prvi del ugotovitev, to je 4. del poročila, bo predstavil Franc Pukšič, jaz pa potem drugi del v zvezi z OPN-jem in sprejemom občinskega prostorskega plana za mestne občine. Hvala lepa. Tisti prvi del poročila se nanaša na donacije. Donacija v višini 200 000 evrov. Donacija v višini 50 000 evrov. 250 000 evrov. Donacija v višini 90% čistega dobička. Gospe in gospodje, donacija v višini 500 000 evrov. Ali je to v skladu z donacijami? Donacije naj bodo prostovoljne, ne prisiljene. Nekateri so priče izjavile, to, kar govorim, to, kar je zapisano, dobili boste gradivo, je iz magnetogramov prič. Ja, najbrž smo jamrali. Drugi so rekli takole, ali se vam to ne zdi prefinjen način korupcije? Odgovor je bil, takšna je politika župana. Je šlo torej v tem primeru, spoštovane novinarke in novinarji, za donacije? Je to mogoče kaj več kot ptičja hišica župana druge največje slovenske občine? O čem govorim? Skratka, torej, na tej preiskovalni komisiji, na raznih zaslišanjih so seveda povedali. Vseh ti, ki smo jih povabili in so pričali, da je pač to bil način dela in seveda tudi župan Zoran Janković je enostavno priznal, da je on tako že delal tudi v Mercatorju in da je to splošna njegova praksa. Torej, če se sedaj vprašam, odkot, Zoran Janković je bil, kaj že je bil, direktor nekega Mercatorja, nekega podjetja, v katerem ima država ali pa imela država večinski delež. Torej, imel neko plačo. Odkot njemu elekta, odkot njemu toliko premoženja, odkot njegovim sinovom premoženje, da si lahko pridejo sposoditi od Marjana Pišljarja 3 milijone evrov. Da se nišče ne vpraša.
odkot. Sprašujemo se pa, odkot nekaterim za ptičjo hišico. Mislim, lepo vas prosim, v kakšni državi živimo. In glede na to, da so nekateri, ali pa tako bom rekel, da je nekdo iz te družbe tudi optiko polagal, tudi v eni izmed manjših slovenskih občin, in ker sem poznal ali pa poznam te ljudi tudi tako osebno, so jim solze tekle, ko je Zoran Janković postal župan v mestni občini in jim je prepovedal, torej kljub temu, da so imeli gradbeno dovoljenje, da so imeli vse dokumente, prepovedal nadaljnjo gradnjo. Prepovedal, enostavno jasen zakon in to je to. In ker je to naredil, so seveda potem morali se pogajati. Kaj so se spogajali? Za donacijo. Za 500 000 evrov. Za 500 000 evrov. Ta je obelodanjena. Ali je se kdo, tudi od teh, še kdo drugi, pogajal še za kakšno drugo, tisto pod mizo? Jaz upam, srčno upam, da bomo kdaj prišli tudi do teh podatkov. In o teh donacijah, gospe in gospodje, Ultra, je dala Ultra tudi donacijo? Ne. Ultra je pa donacijo dobila od mestne občine. Ona pa je dobila. Edina firma, ki je dobila, torej od mestne občine, jamstvo za najem kredita. To so donacije. In sedaj vam je seveda jasno, zakaj štirje kolegi, koalicijski kolegi ne podpirajo, ne samo to, da ne podpirajo sklepa, niti tega dela poročila niso sprejeli, kar je predsednica povedala, to, kar je sklep, kar je zapisano, kar so magnetogrami, nič druga, brez sklepa, vseeno, niti tega, da bi seveda vse zatučkali in da bi na koncu bilo, državni zbor ni sprejel, komisija ni naredila nič. Ni res. Jaz sem prepričan, da to seveda ne bo ostalo v spodnjih predalih, ampak da se s tem morali ukvarjati. Po službeni dolžnosti tudi organi pregona. Res pa je, da je težko, da NPU sedaj gre njega zasliševati, pregledovati, prisluškovati in tako dalje in tako dalje. Če pa so to bili botri te vladni koaliciji, da je pred 2,5 letoma prišla na oblast. Hvala lepa. Ja, zdaj pa še tale del, ki zadeva prostorski plan. Namreč tudi to ocenjujemo v komisiji, ali pa del komisije, že omenjeni 3 poslanci, da je prišlo do zlorab. Mi smo preiskovali več stvari, tudi zaslišali ogromno prič. In sicer osnovne stvari, ki so, torej indici, ki so kazali, da pač se je župan v času postopka sprejemanja prostorskega plana v Ljubljani, da je poskrbel za neke parcele, katerih solastniki oziroma solastniki njegovi sinovi, ker je pač podjetje Elektro prodal sinovom, zato še ni dobil kupnine, zato mi ocenjujemo, da je še vedno solastnik ali pa vsaj ekonomski lastnik. In smo nekaj teh lokacij tudi obdelali. Kar pa je najbolj problematično pri vsej stvari, je to, da je prostorski plan bil, lahko rečemo, ekspresno sprejet v primerjavi z 100 občinami, ki čakajo z Ministrstva za okolje potrditev za svoj prostorski plan, se je to v mestni občini zelo hitro zgodilo. Pri tem smo ugotovili kar nekaj nepravilnosti, na katere smo pristojne inštitucije tudi upozorili. Namreč ministrstvo, ko je izdajalo odločbo, da je vse v redu, ni imelo nekaterih mnenj oziroma soglasij ali bolje rečeno nesoglasij od nekaterih inštitucij, kot na primer od Darsa in še od nekaterih, ali pa so se ta mnenja celo spreminjala. Ministrstvo je prejelo pozitivno mnenje, na primer iz strani ministra za visoko šolstvo, gospoda Golobiča, čez 3 dni pa so izdali mnenje s pridržkom oziroma so upozorili na nekatere stvari, kar seveda potem ne moramo več šteti kot pozitivno mnenje, kot ga je pa ministrstvo štelo.
Mi smo ministra Žarniča zaslišali kot pričo. Na zaslišanju je povedal, da je dokument podpisal 3 dni po datumu, ki ga dokument nosi. Zato smo spisali tudi kazensko ovadbo in ga ovadili. Obenem smo mu pa dali dovolj časa, da bi lahko ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi in odločbo razveljavil oziroma obnovil postopek ali karkoli, če je pač ocenil, da postopek ni bil korekten, ker je tudi sam priznal, da nekaterih mnenj, ko so odločali na ministrstvu, niso imeli. Ta ovadba je bila posredovana že pred časom okrožnemu državnemu tožilstvu. Kaj se zaenkrat dogaja, z njo ne vemo. Upam, da so se pač stvari začele preiskovati tako, kot bi se morale v pravni državi. Očitali smo mu nevestno delo, ker pač ni poskrbel za to, da bi imel vsa mnenja in soglasja, ki jih mora imeti, preden je odločal. In seveda očitali smo mu tudi to antidatiranje v kazenski ovadbi, torej podpisal je dokument v ponedeljek 5. julija, medtem ko je dokument nosil datum 2. julij, takrat, ko je bil dejansko zadnji rok, da tako mnenje izdajo. Mi smo v svoje ugotovitve zapisali, da sume osebnega okoriščanja, da je mestna občina Ljubljana oziroma direktno župan kot njen predstojnik izkoristila pomanjkljivo kontrolo Ministrstva za okolje in prostor pri izdaji odločb in sklepov usklajenosti občinskega prostorskega plana. Zato ocenjujemo, da je ravnalo malomarno in ni ukrepalo v skladu z zakonodajo in z pristojnostmi, ki jih ima. Dokazali smo preko prič in pričanj, da so v vse skupaj vpleteni ožji družinski člani župana. Dokazali smo tudi, da se je povečala vrednost zemljišč, konkretno na Barju v lasti Elekte, s spremembo, ki jo niso predlagali Jankovićevi, pač pa so strokovne službe ugotovile, da bi bilo boljš malo više graditi. Taka je argumentacija župana in njegovih sinov. In sumimo, da pač obstajajo oziroma da so vpleteni v prekupčevanje tudi z nekaterimi drugimi zemljišči. Vseh dokumentov v zvezi s tem še nimamo. Mi smo v Cipr zaprosili za podatke o podjetjih, ki jih imajo tam ustanovljene s pomočjo Tax Grupa oziroma še ene pomembne družine v Ljubljani, Šešokov. Jaz sem predlagala, da sprejmemo sklep v zvezi z pobudo Ministrstva za pravosodje, da bi pomagali oziroma omogočili, da se lažje pridobiva dokumentacijo torej, da bi bolj učinkovito pridobivali podatke iz raznih davčnih oaz, ker se izkazuje ne samo to, da se v davčnih oazah ustanavljajo ljudje podjetja zaradi tega, da utajijo davek, ampak tudi zato, da skrijo lastništvo. Kar pa je zagotovo problem, če se potem na ta način nekdo tukaj okorišča. V zvezi s tem drugim delom, se pravi prostorskim planom, smo v prejšnjem tednu dali 3 ovadbe in te bo tudi predstavil. Ja, hvala lepa. Preden to, mogoče še samo stavek ali 2 okrog prostorskega plana. Verjamte mi, da nekaj malega o tem vem, ker se pač na lokalni ravni s tem ukvarjam že dolgo časa. Ampak ne poznam primera v Republiki Slovenije v 20 letih, da bi katerikoli, oziroma če ne imamo 17. leto, da bi katerikoli župan zavedel svetnike, tako kot je tokrat Zoran Janković zavedel mestne svetnike, župan mestne občine Ljubljana, da so v petek sprejeli dokument o prostorskem planu, ki ni bil podpisan. On je vedel, da ni podpisan, ker ga minister ni podpisal. Podpisal ga je potem v ponedeljek za petek nazaj. Ponarejanje list. Zato vse v pravni državi. No, torej, predsednica je povedala, da smo vložili 3 ovadbe in sicer ovadbo, bom šel po vrsti, prvo ovadbo obrazložitev suma krive izpovedi glede
vpletenosti v zemljiške posle Jureta Jankovića, kjer je na sodišču torej bilo izjavljeno strani Aleša Seliškarja, to je sina od tega lastnika, ki je imel ta zemljišča, ne? Ali poznate, torej Jureta Jankovića so vprašali, ne? Ali poznate Aleša Seliškarja. Jure Janković je rekel ne. Tako kot je to v preiskovalni komisiji odgovor je isti kot na prejšnjo vprašanje, je na sodišču odgovarjal z ne. Ali pozna osebo Nevenko Jelovčan, to je to posrednico, je rekel ne. Ali je sodeloval na nekem sestanku v zvezi skupaj s Tax Groupom in tako dalje, takrat okrog teh zemljišč. Njegov odgovor je bil ne. Gospa Nevenka Jelovčan je pa izjavila na preiskovalni komisiji, ki se tam za prisego, kazensko odgovorni, če ne govorite resnice, da so navedbe v časopisu, ki so pa potrebovali glih nekaj drugega, točne. Oziroma celo sama je na vprašanje predsednice rekla takole, ne, kdo pa je bil na tem sestanku, to je bilo vprašanje Alenke, predsednice preiskovalke. No in Nevenka Jelovčan je rekla, na sestanku je pa bil prodajalec Aleš Seliškar, Klemen Sešok in Jure Janković. Potem smo dali drugo ovadbo v zvezi z krivo uporabo krive listine. Vi veste, da se je Jure Janković preko odvetnika, namreč odvetniška pisarna Čiferin je dobila po podatkih 5 dni pred tistim kaj že nekim dole v Srbiji, neki posvet, v zvezi z organizacijo neke, ne vem, zelenjave in tako dalje. 5 dni pred tistim posvetom je dobila torej opravičilo oziroma to, da bo Jure Janković sodeloval na tem posvetu. Potem ste novinarji to malo obrskali naprej in niste našli in se ni našlo nikjer, da bi Jure Janković sploh bil doli prijavljen ali bil rezervirano sobo, da bi tam naj prespal. Torej, niti to ni bilo. No, temu bi se po srbsko lahko reklo tudi takole, študiram pravo, da radim krivo. Tudi to je možno. In seveda, ovadbo glede suma, laži, uporabe te listine smo podali. No in tam je bilo tudi eno vprašanje, namreč, to hočem biti zelo egzaktno, da vam povem to, kar je bilo na preiskovalki povedano, da ne bom govoril z svojimi besedami. Jure Janković je pojasnil na sodišču, da nima kaj pojasniti. Bil sem v Srbiji, kjer sem delal posel in je bila odredba, da me privedejo pred preiskovalno komisijo. In tako dalje. In potem je še tole potem na koncu rekel, preiskovalna komisija sumi, da je bila kriva listina predložena v obeh možnih primerih. No in on pravi, da pač nima kaj povedati in da ne bo temu pač pojasneval. Ne preiskovalni komisiji in seveda ne na sodišču. Sej, možnost molka imam, da pa se izjasnim, da pač jaz ne bom nekomu organom, ki so me spraševali, pojasneval, pa ne vem, če je to pravica njegova. No in potem tretja ovadba je bila proti Alešu Seliškarju, katerega smo izrecno, posebej, drugič na zaslišanju, resnično tudi opozorili, mu povedali, kaj pač pomeni krivo pričanje in tako dalje. In
ne boste verjeli, ne, na 6 vprašanj je odgovoril, se ne spominjam. Za kakršnokoli vprašanje naprej, to boste dobili v gradivo, se ne spominjam. Skratka, ničesar se več ne spominjam. Mislim, prav zanimivo, ne? Kako izgubljamo ta spomin. Zdi se mi, kot da bi bila kakšna epidemija v tej državi nad izgubo spomina. Predvsem tistih, ne, ki bi morali se česa spomniti. Ne? Jaz sem že zelo dolgo, ne, pol pač imaš neko zgodovino, ne, neko preteklost in pač kaj tudi zapomniš. Ne? Od 96. leta tu v Državnem zboru, ko je kdaj kdo karkoli okrog avtocest, gradnje in tako dalje, kaj je hotel, ne, se je po kularjih govorilo, ne, ja, veš, to se pa treba z Anderličem zmeniti. Ja, on je bil šef največje poslanske skupine, vladne stranke, ki je pač bila vedno na oblasti. Ne, čakaj malo, to se treba z ministrom, ne, to se treba z Anderličem zmeniti. No in na eni izmed preiskovalnih komisij, ko je bil pri našem kolegu Likarju, ne, seveda Anderlič zanimivo ničesar ni spomnil. Skratka, mislim, da je res neka epidemija. Vprašanje, če ima dr. Marušič kakšno cepivo proti temu. Mislim, da ga on nima, da ga bo imel samo kakšen naš slovenski narod za to. No in še tole, ne, seveda, prav v financah je ogromno pisalo tudi okrog tega, ker je Aleš Seliščkar jasno rekel, ne, poslušajte, imel še 25 let tam kosili tisto travo, ne, ja, če ne bi bilo kdo, ja, koga so ga spraševali, ja, saj veste, koga ja, onih, ja, koga onih, ja, Jankoviček, ne, torej, edino zato in zaradi tega so potem seveda to tudi prodali. No in da se res ne bi vsi delali, torej norčevali iz vsega v tej državi, seveda vsi, tisti, ki so tak nad zakonodajo, ne, pa nad ustavo, mislijo, da so blizu Boga, ne, ampak jaz mislim, da so bliže peklu, ne, smo se seveda odločili in dali ovadbo za te 3 primere. Ja, mogoče samo to dodam. Lucič Predrag, ki je dal to opravičilo za Jureta Jankoviča na tisto zaslišanje, je z njim povezan preko podjetja Glinatea d.o.o. Zaradi tega pač sumo, ne, da se stvari niso dogajale tako, kot bi naj se, ampak da je bilo pač to namenjeno samo temu, da se izogne pričanju na komisiji, na kateri pa pol tudi v prihodnje nismo kaj veliko zvedeli. Kazenske ovadbe smo posredovali prejšnji teden naprej, tako da upam, da se bodo te stvari ugotovile, ali je nekdo se izogibal zaslišanju in podobno, in upam, da bomo v nadaljevanju, ker sedaj se pravi to poročilo, ki ni bilo sprejeto, bomo pač nadaljujemo zaslišanje v zvezi z Univerzo na Primorskem. Medtem bomo verjetno dobili še nekaj podatkov iz Cipra, ki jih čakamo, pa še odkje, in potem to nadaljevali in pripravili vmesno poročilo jeseni, oziroma bomo ocenili, kdaj bi bilo to primerno. Sem pa tudi v zvezi s kazenskimi ovadbami predlagala sklep, da to damo skupaj, ne, ker tudi ostali člani komisije so ocenili, da so neke stvari res sumljive in če se nekdo izogiba, da je pač to treba ugotoviti, ampak takega sklepa niso potrdili, oziroma so predlagali, da o tem še malo razmislimo. No, potem smo 3 člani, torej Franc Pukšič, jaz in Zmago Jelinčič, podpisali tak sklep in ovadbo posredovali naprej. To je vse, kar sva nameravala povedati. V gradivu boste dobili tako kazensko ovadbo, seveda upam, da smo vse osebne podatke prekrili, da ne bomo imeli kakšnih težav, in pa tudi vmesno poročilo, se pravi ta prvi del, ki po mojem ni sporen, pa kljub temu ni bil sprejet, in pa tudi drugi del, ki govori o ugotovitvah, naših ugotovitvah in pač opisuje situacijo in to, kar smo preiskovali.